Ana, premierna zmaga v Ligi A za Slovenijo, vrhunska predstava proti Avstriji. Tvoji občutki prvi? Ja, mislim, super. Kdo bi si mislil, ko smo 1 leto pa pol nazaj tukaj v Kopru izgubili proti Avstriji, da bomo danes bile v Ligi A najmočnejši ligi in da smo jih zmagale. Seveda, super, super. Prve pol ure je bilo kar napeto, v bistvu več akcije pred našim golom, potem se je pa tudi z našim golom malo zadeva prevesila na drugo stran. Ja, vedele smo, da bomo trpele, zaupale smo taktiki, seveda od našega coacha in dale smo vse od sebe. Premierna zmaga v Ligi A, 50. nastop za reprezentanco, še posebej dobri občutki? Ja, seveda, mislim, ali je prvi nastop ali 50. Vedno, ko kdorkoli lahko zastopa našo lepo državo, je nekaj neopisljivega. Tako da sem samo ponosna, da lahko imam to čast zastopati našo Slovenijo. Kako se spominjaš prve tekme, 8 let nazaj, 2018? Zelo, zelo zanimivo, kje smo bili takrat. Sem pa ponosna, kako je ekipa skupaj skozi leta, kako smo se spreminjale in da smo lahko danes tukaj vesele vse skupaj na takšnem nivoju. Sama si v tem času zelo veliko dosegla, napredovala tako v klubskem kot na reprezentančnem nivoju. Kje vidiš ti svoje mejnike do zdaj? Mislim, to je ekipni šport, tako da osebno tukaj me v bistvu ne zanima tako veliko. Meni je samo važno, da je ekipa zmagala, kar lahko dam jaz za ekipo v bilo kakšnih tekmi, je tisto, kar mene zanima. In na koncu seveda ekipna zmaga šteje in to je nekaj neopisljivega. To sem že rekla. Hvala. Saša, čestitke za prvo zmago, zgodovinsko zmago Slovenije v Ligi A. Kako ste spremljali to tekmo? Spremljal sem jo iz klopi, ker nisem nič videl zaradi megle. Ampak drugače, pač polno enih emocij, enega pričakovanja nam bo uspelo do konca pripeljati. Na koncu sploh ne vem, zakaj je bil tak pritisk, ker v bistvu smo mi tisti bili, ki smo bili bližje drugemu golu, kakor pa Avstrijke. Ampak vseeno, pač, ne vem, fenomenalno, res. Mislim, vsi smo presrečni, vsi smo garali in delali za to, da smo prišli do tle. In mislim, da smo pokazali, da nismo slučajno tukaj in da pač si zaslužimo biti v najboljši diviziji. Zelo specifična tekma, megla. Je v tistem trenutku, ko je Slovenija dosegla gol, a ste ga sploh videli? Gol sem še videl, kaj se je dogajalo zadnjih 20-30 minut, pa prav čist nič več ne, ampak v bistvu sem se samo še usedel na klop in pač poslušal, kaj se dogaja. Tako da, ja, mislim, nora tekma, res, ampak če to pomeni, da smo vzeli danes 3 točke, naj bo. Kje se je tekma zlomila v vašo prid, kot ste rekli, poleg zadetka še 2-3 priložnosti, ki v bistvu veliko bliže kot Avstrijke drugemu golu? Ja, mislim, punce so danes res disciplinirano delale, predvsem faza obrambe. Vedeli smo, kako Avstrijke igralo, pripravili smo se na to in vedeli smo, da bo naša priložnost iz tega pritiska na njihovo zadnjo linijo, kjer jih bomo prisili v neke napake in potem iz proti napada, kjer bomo imeli veliko prostora pred njihovim golom. In to se je danes zgodilo, tako smo gol dali, tako smo si te šanse ustvarili in ja, komod bi lahko bil še kak gol več. Kako ste zadovoljni torej po odigranem tem ciklusu prvih 2 tekmah? Kaj je bilo dobrega, kje je še prostor za napredek? Mislim, že tekma v Nemčiji, jaz vem, da je rezultat visok. Jaz vem, da si je marsikdo pogledal čudno in rekel, ja, pač se zdaj bo vsaka tekma taka, ampak mi moramo vedeti, Nemke so prve favoritke za svetovno prvenstvo in to je res ena ekstremna kvaliteta. Tekma z Nemčijo nam je dosti dala. Mi smo v tekmo z Nemčijo šli brez strahu. Mi smo v tekmo z Nemčijo šli isto, kot smo šli danes, isto, kot smo šli v Ligi C in kot smo šli v Ligi B. Mi v to resnično verjamemo. Mi verjamemo v to našo identiteto, v to borbo. Ne bojimo se stopiti visoko, ne bojimo se pritisniti nobenega in tudi Nemke se nismo.
In na temu potem lahko gradiš. A je to poraz, a je to zmaga, važno je samo, kako reagiraš na to stvar in kako greš dalje. In danes se je pač to točno pokazalo. Lana Golob je odigrala 50 reprezentančno tekmo, ste ji čestitali, kaj ste ji povedali po 0 zadaj? Ja, ona in vse ostale pač res, mislim, mašina od zadaj, kaj naj rečem. Čestitke padajo itak z vseh koncev, punce si to zaslužijo in kar se tiče, če me že za obrambo sprašuješ, obrambo dela vseh 11 na igrišču, tako da Lana je pa sigurno steber zadnje linije. Hvala lepa. Še jaz vprašanje. Ja, torej, zdaj si rekel, da nekateri niso verjeli v vas, zdaj bo pa malce drugače, ko boste šli v 3. in 4. krog, ne? Zdaj bodo pa pričakovanja verjetno višja. Ljudje prvo ne verjamejo, potem pa začnejo pričakovati, ampak mi se na to ne obremenjujejo. Če oni v nas niso verjeli, prav, to so pač neke zunanje informacije, s katerimi se pač res ne obremenjujejo. Važno, da mi verjamemo. Pričakovanja so vedno ista. Kakšna pričakovanja ima zunanji svet, kar se rezultata tiče, nas absolutno ne zanima. Naša pričakovanja so ista, kot so bila pred Nemčijo in Avstrijo. To smo mi tako igramo, mi bomo tako igrali, ne glede proti komu igramo. Hvala, svidno. Prosim. Ja, velja. Lahko začneš. Ja. Najprej en splošen vtis po današnjem obračunu. Veselje v garderobi, veselje ob igrišču, veselje povsod. Seveda veselje je zelo veliko. Sem ponosna na celo ekipo, tudi na stav. Sem videla, da smo res pokazali, da smo borbali od prve do zadnje minute in to se na koncu povrnilo s 3 pikami. Vas torej tista tekma v Nemčiji v Dresdnu ni potolkla, ste šli na enak način danes? Seveda nas je potolkla, ni lahko dobiti 5 golov na eni tekmi, smo pa mogli priznati premoč, so zelo dobra reprezentanca. Ampak ja, to je pri fuzbalu, en dan zgubiš, čez 2 dni je nova tekma, nova priložnost in to smo naredili in smo izkoristili dobro. Lahko v celoti gledano rekla, da ste bile boljše tekmice danes, tudi ne samo zaradi zadetka, tudi v igri? Se mi zdi, da ja, da smo veliko več srca in ekipnega duha pokazali. Smo si tudi druge priložnosti ustvarili, ki bi lahko zadele in v bistvu pripeljali koncu tekmo že prej. Ampak ja, tudi one se mi zdi, da so pokazali dobro tekmo. Ste na igrišču bolje videli kot mi s tribun, danes je bila taka megla, ker vsi govorimo o njej? Ja, je bilo kar šok tudi za nas, ko smo prišli. Sicer v Portorožu ni bilo oblačka, ampak ja, lažje je bilo za nas, ker smo bili na isti ravni, pač na ravnini. Ampak ja, čez golmanke kdaj si malo bolj slabši videl, ni bilo glih vse čisto, no. Ja, sedaj Nemke so vodilna ekipa v tej skupini, verjetno so tudi glavne favoritinje za neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, potem pa vi, Norveška pa Avstrija na dnu. Kaj kaže sedaj ta pogled na lestvico? Se mi zdi, da smo začeli zelo dobro, tako da pustimo se presenetiti, kaj bo prinesel. Jaz mislim, da ta ekipa lahko preseneti vse in se mi zdi, da lahko osvojimo visoko mesto tudi v tej ligi. Ja, pričakovanja se bodo povečale sedaj za aprilski tekmi z Norveško. Bo tudi dodatno breme to za vas? Pressure, no pressure, mi gremo vedno isto tekmo, pustimo vse na igrišču, se mi zdi kot ekipa, se borimo za vsako žogo, za vsako piko in tako bomo naredili tudi proti Norveški. Hvala. Zdaj pa še Darja rabi.